Saj načeloma resnično zdaj nisva nič novega povedala, gre samo za to, če smem jaz čez svoje oči, da smo tako zelo bombardirani s tem, da so te stvari, ki so bile zdaj izpostavljene kot izredno škodljive, normalne, naravne, torej so zelo na dosegu roke. Jaz tudi na potovanjih vidim, Coca-Cola je najpogostejši produkt, ki ga v državah tretjega sveta najdem. Marsikje ni nič za jesti, Coca-Cola pa čips bosta povsod, a ne. Toliko je to normalno, da si preprosto človek to normalnost ustvarja skozi videnje, kaj se dogaja okrog njega, in si rečeš, pa saj ne more biti toliko slabo, če je to tako splošno sprejeto. In preprosto pa očitno je toliko slabo in nikoli sploh ne bi smelo biti tako splošno sprejeto. Tako, saj če že vi pojte, jaz sem celo pol eno študijo spet hotel najti, pa eno sem celo našel, ne vem, 60-70% supermarketa je ultraprocesirana hrana, zaradi katere vsi vemo, da je škodljiva, a ne, in kar bi jaz naredil, če bi bil minister za zdravje, bi pač, in isto velja za cigarete in alkohol, pač ne vem, to se izračuna, to znajo, a ne, 2 evra od vrečke čipsa gre direkt v zdravstveno blagajno. Kar direkt, da se že sproti plačuje, ne, ke kupiš, že plačaš, ker itak boš na koncu končal z neko hudo boleznijo nekje. In ravno jaz mislim, da zaradi tega zdravstveni sistemi, ne samo pri nas, ampak tudi povsod drugje, imajo hude težave, ker enostavno je preveč ljudi in nikoli ne bomo imeli toliko denarja, da bi zdravstveni sistem lahko za to poskrbel, a ne, in tule imamo 3 deležnike, imamo politiko, imamo zdravnike in imamo pacienta, in pacient nekako sploh ni v tej farmacevtski medicini vključen v to ozaveščanje in tako naprej. Veste, meni je zelo všeč, ke ima Ministrstvo za kmetijstvo: kupujte slovensko hrano, kupujte ekološko hrano, ne, Ministrstvo za zdravje nima pa nič. Pojdite laufat vsak dan 20 minut, recimo. Saj to, če ima Ministrstvo za kmetijstvo ta denar, jaz mislim, da bi ga tudi Ministrstvo za zdravje lahko imelo, Torej, ne. prehrana, čim manj procesirana, čim manj sladkorja, čim manj mlečnih Sladkorja nič. izdelkov, nič sladkorja. Razen med in te stvari, a ne. Potem sva omenila, torej nič procesirane hrane, pol sva omenila, kaj še, laufat. Ja, recimo tek spet, šport, a ne, recimo meni je fascinantno, kako smo se vsi zdaj so se, jaz se nisem na te ure navlekli, a ne. Koliko? 10 000 korakov, ne, pa sem enkrat vprašal: "A si kdaj štel 200 korakov pa pogledal, če je to 200 korakov, a ne, ke ne vem, a je ali ni, a ne, pač ne." Jaz ne, tudi Noben, nisem vsi kar zaupamo zdaj, ker je to številka na neki napravi od ne vem katere firme, a ne. Dejstvo pa je, a ne, da nam to nič ne pove, a ne. Mi moramo iti v tako imenovano pritek v cono 2, to pomeni, da se lahko z nekom normalno pogovarjamo, in na delovni teden moramo zelo poslušati telo, da ne gremo čez, a ne, in zame bo zdajle, ke bom spet začel, bo to 10 minut, 12, in mene kolegi vprašajo: "In koliko si lavfal?" 5, 10. Jaz rečem: 12 minut. Pa me tako gledajo, ja, do tam sem čutil, da bom naslednji dan fit, da je to za moje telo aktivacija, da se bojo mitohondriji začeli razmnoževati, a ne, in pol počasi, tam recimo tam do enega junija, če mi bo to ratalo vsak dan ali pa vsaj vsak drug dan narediti, bo pa ta čas 25 minut, ampak jaz bom fit, jaz ne bom drug dan: včeraj sem pa desetko, daj eno kavico ali pa daj ta energijski." Kaj je s to kavico? Zdajle je bila že tretjič omenjena. Dobro, razumem, da je kavica pokazatelj, da si na nizki ravni energije, ampak, kaj pa, če ti preprosto diši? Mislim, jaz tudi spijem kavo, a ne, ampak jo spijem morda enkrat na teden. Danes jo bom verjetno ob ene 3, ker imam do 9 zvečer še šolo, pol imam eno zasebno šolo, mislim šolo, inštitut rečemo, imam še predavanja, in mi bo ta kava zelo lepo dvignila energijo in me bo držala. Vsi pa vemo, kaj se zgodi, če kavo pijemo vsak dan, a ne. Pijemo jo samo še zato, ja, ker lepo diši, pa neki tisto bred del dneva pride, a ne. Kava kot taka je super, ampak spet, a ne, tako kot je rekel en Swami, ke sem ga poslušal enkrat, je rekel za alkohol: "You don't use it, you abuse it."
Veš, ne, Alkohol, a stvari. lahko še v zvezi z alkoholom Ja, rečeva? ja, alkohol je tudi velik problem v slovenski družbi. Ni normalno vsak dan piti alkohol. Pika. Je lahko še toliko drago ekološko rdeče vino. Pač to ni normalno, a ne. Normalno morda je spiti, ne vem, 0,3 rdečega vina recimo, vsak dan, ne vem, s hrano. To bi še šlo, čeprav jaz, nisem pristaš tega. Jaz, pač od ponedeljka do petka zero, a ne. Potem za vikend pa ja, si pa privoščim, kakšen kozarček, ali pa poleti pivo recimo na jadrnici ali pa tako, a ne. Ampak v osnovi pa ne, a ne, ker to ni zdravo, a ne, jetra morajo s tem delati, a ne, po pa zraven še nekaj zdravil, pa še, bi rekel, restavracijska hrana. Pol imamo pa človeka, ki je normalen kilaže, pa ima zamaščena jetra, ne, ki niso samo zaradi alkohola, ampak zaradi vse fermentacije, ki poteka v črevesju zaradi nepravilne hrane in predvsem hrane, ki ima negativno bilanco, ne, ki pobere s telesa več, kakor prinese. Torej, v čem točno je problem restavracijske hrane? Da je hrana, ki jo užijemo, procesirana? Torej, da pire krompir ni narezan in kuhan krompir, ampak je prašek? Ja, to, a ne, ampak spet obstajajo ustanove, ki celo to počnejo. Recimo zadnjič sem bil presenečen, en hotel v Ljubljani dejansko lupijo krompir tam osebje in to je super, a ne. En del problema je, in to pa zdaj v profesionalni kuhinji, a ne, tudi v našem bistroju se tega sicer na veliko izogibamo, ampak včasih ne moreš, da seveda moraš ti postreči, jaz ne vem, koliko je to v eni norm zasedeni restavraciji, verjetno, ne vem, 300 do 500 ljudi na dan, a ne. Kar pomeni, da si moraš ti že prej pripraviti stvari, a ne. A ne, mi pa vemo, ne, dokler je to v lupini, je to, so vitamini, minerali in tako naprej tam prisotni in tudi cel ustroj rastline je tako, da se stvari pol lahko tudi absorbirajo, se pravi, saj vemo, kako je, ne, če doma skuhamo ali pa v gostilni, ne. Po drugi a ne, in zdaj, če mi to pripravimo in pol samo, bi rekel, 3/4 krožnika je v hladilniku že od ponedeljka, postrežemo pa to v četrtek. Razne komponente, ne. Pač tista hrana ni več, a ne, tisto je bilo na zraku, je tako ali drugače, nima več nutrientov, ne, in tule. Je pa zelo redko kdo med nami, ki je pa pripravljen počakati 1 uro na obrok, da ti ga pripravijo svežega, a ne. Oziroma sploh ne vem, če je kdo med nami, ki si to še lahko privošči brez zelo slabe volje. Ja, ja. Tule so pač te dejavniki, ki jih bomo mogli spremeniti, a ne. To se bomo mi mogli pač ali navaditi rezervacijo narediti in ob uri tudi priti na rezervacijo, to pri nas v lokalu je kar problem, a ne. Smo hoteli to, a ne. Glej, bomo skuhali sveže, a ne. Prideš ob enih in si ob enih tam, a ne, in potem dobiš in poješ, ne. Ne, samo nimamo mi, ne, saj vemo, v Italiji, kamorkoli greš, ne moreš pač klicati, se rezervirati lepo, in tudi če boš kar prišel, tudi če imajo oni prazne mize, ne, bi Slovenec rekel: saj imajo prazno pa, ne." Ja, ni problem prazna miza, problem je, ke je kuhar zjutraj začel kuhati in je za toliko ljudi pripravil in ti nima kaj drugega dati kot olupke, no, če zdaj lahko rečem, a ne. To sem sam sebe zalotil v tem, to ni zdaj, da se jaz nekaj zdaj tulele. Sam sebe sem zalotil, ke sem si mislil: "Pa saj imaš še frej, a ne." No, seveda. Samo sva prej govorila tudi o stresu, dotaknila sva se ga, a ne. To, da si moraš splanirati vsako minuto v svojem dnevu za 4 dni naprej, je tudi povezano z določeno stopnjo stresa. In je tudi vprašanje, če je to, sustainable tako živeti, a ne. Zagotovo, ja, to je velik problem, a ne, zato, a ne, kako se zdaj tega lotiti, jaz mislim, jaz tako, ke grem po svetu, recimo v Hongkongu sem bil zdaj januarja, ne. Tam je normalno, a ne, tam se že stanovanja tako gradijo, da je še soba za gospodinjo, a ne, in tam pač imajo, tako rečejo Filipinko, ne, ki pelje, a ne, ti se zjutraj z otroci usedeš, si za mizo, zajtrk je pripravljen, imaš de facto interakcijo, čeprav jaz nisem glih najbolj za to, jaz mislim vseeno, da je boljše, da je to neki družinski obred v celoti, ampak tam so to tako rešili, a ne. Potem grejo oni delat, a ne, ta gospa jih odpelje v vrtec, jih tudi domov pripelje potem, a ne, in ke prideš, se usedeš za mizo in je že pripravljena večerja, ne. In zdaj, kaj je boljše, ni boljše, ne vem, a ne, ampak neke rešitve v tej tako imenovani razviti družbi, ne,
se pač bojo morali Za zaključek, saj to se zdaj samo od sebe zastavlja to vprašanje. Vse to, o čemer sva se danes pogovarjala, terja določene finance. A gre za nekaj, kar si lahko privošči samo višji sloj? Jaz mislim, da ne. Mislim, jaz imam zasebno zobozdravstvo in zdaj to integrativno medicino že cel čas in velikokrat sem, kar bi seveda lahko bilo tudi drugače, ne, seveda bi lahko bilo to na zavarovalnico, ne, ampak jaz mislim, da gre tukaj predvsem za to, je pa seveda ta finančna izobrazba, ljudje, pač tudi sam sem se mogel zelo naučiti, kako s financami delati, a ne, a je zdaj pri stvari, glih včeraj sem imel z enim sodelavcem se pogovarjal, ki je nekaj za firmo na svoj TRR kupil. Pa je rekel, saj sem 20 evrov, pa sem rekel, daj, prosim te, jutri pojdi do računovodkinje in daj to na firmo. Od zdaj naprej, od danes naprej, pa vsakič, ko boš rekel, da sem 20 evrov, si eno črtico nekje naredil, pa ti povem, da boš na koncu leta prišel na 2000 evrov. Ki so bili, saj jaz sam, a ne, in tle je pa pač tudi ta dejavnik, pa seveda tudi, kaj si želiš, a ne, a si zdaj želiš to, kar ti po socialnih medijih, Maldivi, pa ne vem kaj vse, a je zdaj to tvoj fokus življenja, ali je to, da boš pri 80 še vedno vitalen in lepo živel in boš pač rekel, pač bom pa tam plačal 16 evrov ali pa 20 za kosil, pa saj vem, kva sem jedel, če že ne morem drugače to zorganizirati. To lahko razširiva, Maldivi so še skrajnost. Vsaka 2 tedna novo oblačilo, ki je samo 45 evrov, pa si seštejmo koliko. Toliko in toliko kozmetike, ki je samo 65 evrov, pa si seštejmo. Za vse kreme, ki smo jih pripravljeni, za vse tretmaje lepotilne. Cel kup enih stvari, za katere zares veliko, veliko denarja zapravimo. In jaz imam tle res, moram reči, da sem hvaležen, izredno hvaležen vsem našim pacientom, ker se pol čez čas malo sprofiliraš, a ne, ke dejansko pridejo in ne rabimo v te stvari pol posegati, ker vse te kreme, vsa ta oblačila, ne, to je pa tudi svoj problem toksičnosti na telo, a ne. A ne, za 40 evrov je zelo veliko kemije noter, a ne. V oblačilu za 40 evrov. Recimo, a ne, to je špricano, to je, mislim, a ne, to preden recimo jaz imam kolega, ke pravi, da poleti veliko bioresonančnih dobi zelo veliko študentov, ker v tehle supermarketih odpirajo oblačila. Ker se sesujejo do konca poletja. Ke dihajo cele dneve to v zaprtih, itak v trgovinah, bog ne daj, da so okna, da ne bi ti ven pogledal, da boš vse tiste -40 videl in da boš čim več nabral, samo zato, ke je -40. Ne zato, ke pomislil, da rabiš, a ne. Ampak a je to problem trgovine? Ne. To je problem onega, ke gleda polico, ker trgovina tega ne bi delala, če ne bi mi potrošniki to kupili, a ne, mi bomo mogli tule noter iskati, ne trgovina, farmacija. Pač danes je kapitalizem in vsi, a ne, moramo najemnino plačati, moramo to narediti in, a ne, malo pa je ustanov, ke z integriteto razmišljajo, a ne, ampak je pač to ustroj, a ne. Okej, jaz bom zaključila s tem, zato ker je misel, ke res želim, da ostane in da odzvanja. V resnici se sami odločamo, kateri del, pozitiven ali pa negativen del kapitalizma ali pa česarkoli drugega v naših življenjih bomo podpirali, čemu bomo namenjali pozornost, v kaj bomo svoja sredstva usmerjali in v kaj bomo svoj čas in svoj način razmišljanja usmerjali. Doktor Sebastijan Perko, najlepša hvala. Spoštovane, spoštovani, hvala tudi vam. Se vidimo čez 14 dni. Jaz srčno upam, da ste tako kot jaz ponovno dobili kak uvid pa kakšno željo po spremembi. Hvala. Hvala. Poslušali ste epizodo podcasta Hudičev advokat, ki ga ustvarjam odvetnica Maja Koršič Potočnik. Podcast objavljam vsak drugi ponedeljek ob 6. zjutraj na kanalih YouTube, Spotify in Apple Podcast. Imate vi kakšno perečo temo, o kateri bi lahko govorili v podcastu? Sporočite mi vaše predloge.